začnemo. Uvod bom imela tako in tako jaz, tako da tisti, ki zamudijo, pa samo mene zamudili, pomembno je, da boste slišali gospoda Bakarja, ki bo sigurno danes veliko zanimivega povedal, ker jaz resnično verjamem in trdim, da je gospod Bakar verjetno tisti najboljši v Sloveniji, ki obvlada retoriko, govorico telesa, ampak seveda pogajanje tudi, kar ima veliko izkušenj. In smo imeli priložnost ga videti v marsikateri situaciji, ne samo doma, tudi v tujini. Najprej izkoristim priložnost za hvala za to priložnost in se opravičim za slab glas. Kolikor in kadar se imel priložnost predavati doma in po svetu na univerzah, zlasti pri predmetu diplomatskih praktik, mislim se, da govoril o diplomatskih ali pa političnih pogajanjih. Ne vem, kaj potegne danes zanimati vas, verjetno ne samo ta oska specializacija pogajanj, ampak pogajanja sicer. Eno izkušnjo pa imam in bo verjetno držala tudi danes, da so predolgi uvodi vedno več in da je toliko koristno nameniti potem, da se dožil čas s vašim vprašanjem, mojim odgovorom in potem skupnim komentarjem. Bistveno je zelo natančno vedeti, kaj želimo z njim doseči. Kaj želimo za pogajanje doseči. Pričemer se moramo zavedati, da gremo v pogajanje zato, ker tega cilja sicer nismo mogli doseči. In da je še toliko pomembneje vedeti, kaj je, kot rečemo mi, minimalni pogoj za to, da bomo zadovoljni z izpogajanjem. Se pravi, minimalni kompromis. Če se boste vi sami pogajali, morate biti prepričani, da to verjamete drugače, pustite ta posel nekomu drugemu. Bodi si, da on verjame v to, da je postelja najboljša, ali pa, da je boljši, bolj spreten pogajalec, ker ne vi ne on ne verjamete v to, da je postelja najboljša, ampak preprosto ste prišli do tega produkta in ga želite prodati po najvišji ceni. Drug pogoj, ki sem ga prej povedal, za to, da dobro vodite pogajanje, ne, da poznate minimalni, tako imenovani minimalni pogoj. Če ne boste vedeli, pri kateri ceni se prodajanje postelja še izplača, ne boste mogli uspešno voditi pogajanje. Ker verjetno za 5 centov te steklenične postelje ni torej produktivno postaviti na trg. Morate vedeti, kaj je primerna cena za začetek pogajanj. Se pravi, nekaj, kar pri sogovorniku ne bo vzbudilo neke jeze in občutka podcenjevanja, da smo strekli 10 evrov. Brez zamere, da nima smisla, da se z vami pogovarja, ker 10 evrov ni vredno 10 takih stekleničk. Poleg tega bo se torej mogli vedeti, kaj je minimalni cilj. Dobro je vedno poznati tistega, s katerim se pogaja. A je zdaj to nekdo, ki dobro pozna naravne vode, da se res misli za to posteljo. Da pozna ta produkt in cene na trgu in vse to, ali pa imate nekoga, ki ga za kakšno malenkost lahko prilisičite. Vendar, ko gre za to vprašanje trikov pogajalskih, rad položim vedno študentom ali pa tistim, ki me poslušajo na takih predavanjih, eno stvar na dušo. V življenju se redko pogajamo sami. In bolj, ko se pogajamo o pomembnejših stvareh, bolj se širi tudi sloves ali pa antisloves s pogajalci. To se dogaja tudi v poslovnem svetu, političnem, zdaj ne vem, mogoče še eno vprašanje. Samo eno stvar, ko so stvari, ki se jih lahko naučimo. Recimo, jaz sem imel velikanske težave, ko sem začenjal svojo profesionalno pot, jaz sem bil študent v Vodič, v Benetkah, in sem imel velikansko težavo s tem, da sem ljudem gledal v oči, ko sem govoril. Moj način koncentracije, to, da sem povedal nekaj, kar sem želel, je bil običajno tak, da sem se zagledal, kar počne zelo veliko ljudi, ki govorijo, če jih opažate. Zelo veliko, ampak če morda to niso na zelo pomembnih položajih, to niti ni tako zelo bistveno. Ampak tudi v vsakdanjem življenju je zelo pomembno, da se naučite gledati ljudem v oči. Jaz na začetku tega nisem znal. Jaz sem to veščino moral s časoma obvladati in so me te veščine naučili. Jaz sem tudi, kasneje sicer, sem in ta sodeloval pri retoriki, kot potem narejen politik in diplomat, ampak sprva pa sem se učil retoriki. Recimo, gledanje v oči je stvar, ki se da naučiti. Jaz sem živ primer za to.
Jaz moja mame nikoli nisem mogel gledati oči, ko sem mi nekaj povedal. Ne? In šlo je zato, da sem se pač s takim genijem rodil, ne? Da sem se zagledal eno točko in potem lahko zelo točno govoril. Poanta pri moji profesionalni karieri je bila, da se s takim načinom zelo težko prepriča ljudi, če ne gledate v oči. Lahko iz tega razumejo, da niste iskreni, lahko iz tega razumejo, da ste ravnodušeni, lahko iz tega razumejo, da zato, da ste osredotočeni, potrebujete prostor samo zase in za nikoga drugega. Trema je pravzaprav organiziranje vašega nastopa, ker se v premisleku nam zavedate svoje odgovornosti, čutite tudi nek strah. To je samo nujnost, ki jo ima vsak od nas zato, da premišljuje svoj nastop. Ni tako odličnega nastopača, da bi si lahko dovolil en dober javni nastop brez nekih elementarnih. Ga ni. Tudi če posvetite pripravo malo časa in ker ima veliko izkušenj, mora tudi temu skozi tremo doseči neko zavidljivo raven priprave na nek nastop. Ker vi, ko pridete v prostor, kot je rečeno, Monika ga rekla, ko začnete govoriti, date od sebe neko energijo. In če s tremo ta ni organiziran, trema je namreč organizacija energije, potem obstoji veliko možnosti, da propadete z nastopom. Bodi si za govor, ali pa za nastop je blazno pomembno, da znate vizualizirati prostor, v katerem se to dogaja. Glejte, sigurno ste še videli športnika, ki je šel pogledati štadion, v katerem bo nastopil. Ali pa, ne vem, ring, v katerem bo boks. Enako politiki, ko imamo soočenje, si želimo videti ta, bom rekel, studio prej. Zato, da potem gremo domov, da si predstavljamo, kje bodo naši tekmeci, kje bodo naši zavezniki, kje bodo ljudje. To je blazno pomembno. Če vam bodo rekli, da morate nagovoriti, ne vem, sodelavce, recimo v podjetju, je zelo pomembno, da veste, v katerem prostoru boste nagovorili. Kje je vaše mesto in kako bodo oni sedeli. Zelo pomembno, da vas ne bo presenetila okoliščina govora ali pa nastopa. Vi obvladate okoliščine, ne okoliščine vas. To je zelo pomembno. Jaz danes sicer nisem vedel, kje bom govoril, tudi nisem mislil nastop take pomembnosti, da bi to moral vedeti, v tem smislu, da je to pomembna okoliščina, ki me lahko smete. Ampak če bi bilo temu tako, bi se posebej pozanimali, kje je to, kje bom jaz stal, kje bodo ljudje, kdo so ti ljudje, ki mi pridejo poslušati. In samo deloma smo se o tem z Matjažem pozorili, koliko smo mislili, da je pomembno zato, da rekel, dovolj kvalitetno, rekel, opravimo to, zaradi česa smo sem prišli.